Konec meseca februarja, v začetku meseca marca je v Sloveniji ponovno vzcvetela afera orožje. Ta afera se dejansko pojavlja vsaka 4 leta po letu 1994. To je bilo nenazadnje tudi pričakovano. Posledica vseh člankov, ki so se pojavili v tiskanih medijih, vseh prispevkov, ki so se pojavili v elektronskih medijih in so na novo odkrivali neka dejstva, prikazovali neke dokumente, se je pokazalo v tem, da je koalicija vložila zahtevo za izredno sejo odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje, na kateri bi naj predlagali državnemu zboru, da pristojne inštitucije umaknejo stopnjo tajnosti iz 4 ali 5 dokumentov, od vse množice dokumentov, ki na tem področju dejansko obstajajo. Nam se je to zdelo v Slovenski demokratski stranki nesmiselno. To lahko koalicija odloči sama danes in takoj. Tega seveda niso želeli storiti. Zato smo predlagali izredno sejo državnega zbora z enim samim sklepom, ki je imel 15 točk. V teh 15 točkah smo našteli vse inštitucije in vse dokumente, ki naj umaknejo stopnjo tajnosti iz vseh dokumentov, ki se nanašajo na trgovino z orožjem od 15. maja leta 1990. 15. maj 1990 je seveda datum, ko je prisegla nova Peterletova vlada. Zanimiva je bila razprava na državnem zboru. Zakaj? Iz temeljnega razloga, ker smo v Slovenski demokratski stranki vztrajali na tem, da je te sklepe potrebno sprejeti in da je potrebno stopnjo tajnosti umakniti takoj. Kajti samo javnost naj bo tista, samo ljudje naj bodo tisti, ki bodo sami prebrali dokumente, sami videli številke in sami opravili sodbo akterjem tistih časov. Tudi to se seveda ni zgodilo. Koalicija je zavrnila ta predlog in podala svoj predlog. Ta predlog je pa naslednji. Sprejeli naj bi deklaracijo, na podlagi katere naj bi spisali zakon, da je potrebno te dokumente razkriti javnosti. Da me boste bolje razumeli, situacija je podobna temu, kot da bi sprejeli deklaracijo, na podlagi katere bomo sprejeli zakon, ki bo zapovedal, da je potrebno v naselju voziti 50 km/h. Seveda boste rekli, da je to smešno. Tudi meni. Zakaj? Zakon o varnosti cestnega prometa že pravi, da je potrebno voziti 50 km/h. In ne rabimo nove deklaracije in ne rabimo novega zakona. Tudi v tej situaciji je situacija popolnoma enaka. Zakon o tajnih podatkih določa nosilce, ki lahko določijo stopnjo tajnosti in nosilce, ki stopnjo tajnosti lahko umaknejo. Se pravi, zakon že imamo. Kdo so te inštitucije in kdo so ti posamezniki, ki danes lahko umaknejo stopnjo tajnosti takoj? To je notranja ministrica, to je obrambna ministrica, to je predsednik Republike Slovenije in to je predsednik državnega zbora. Predsednik državnega zbora je že umaknil stopnjo tajnosti iz nekaterih dokumentov. Predsednik države nas je obvestil, da je to pripravljen storiti, da s tem nima nobenih težav. Obrambna ministrica temu nasprotuje. Torej, povedali so v koaliciji, da želijo zakonsko prisiliti ministrico za obrambo, da umakne stopnjo tajnosti. To je neumnost. Tisti, ki se v koaliciji ne znajo dogovoriti, pač ne znajo voditi države. In verjamem, da tudi ta zakon, ki ga napovedujejo na osnovi te deklaracije, ki za mene osebno pomeni zavlačevanje zadeve in nič drugega, ne bo prinesel nobene rešitve. Iz temeljnega razloga, ker bo koalicija želela to, kot sem imenoval, drevo življenja, seveda še naprej držati pri življenju, ga zalivati s cvetalom, zato da bi vsaka 4 leta lepo zacvetel. Vsaka 4 leta imamo namreč volitve. Mislim, da bo treba tej situaciji enkrat resnično narediti konec in vkolikor koalicija do 13. maja leta 2011, torej letošnjega leta, tega zakona ne bo spisala, ji bomo pri tem
v Slovenski demokratski stranki pomagali in jo prisilili, da to resnično stori.